Izrael je v soboto in čez noč izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je bilo ubitih najmanj 11 ljudi. Po navedbah libanonskih oblasti. Med ubitimi sta bila tudi dva višja poveljnika Hezbolaha. To se je zgodilo potem, ko je Hezbolah resno ranil 3 vojake IDF v incidentu, za katerega Izrael pravi, da je bil kršitev premirja. Vojake je v soboto zgodaj zjutraj zadel eksplozivni brezpilotni letalnik blizu grebena Ali Tahrir, kjer izraelske sile delujejo znotraj varnostne cone. IDF pravi, da je bil Ali Samir al-Hadž Hasan, poveljnik bataljona v elitni enoti Radvan Hezbolaha, ubit v napadu v Ansarju. Drugi poveljnik, Ali Mohamed Fakar al-Din, znan tudi kot Abu Hasan Alah, je bil ubit v Der al-Zahranju. IDF ga označuje kot višjega poveljnika v Hezbolahovi regionalni diviziji Badr, ki deluje severno od reke Litani. Izrael je priznal tudi civilne žrtve in dejal, da so bili družinski člani Hasana ubiti, ko so bili v tistem, kar so opisali kot vojaško poveljstvo Hezbolaha. IDF pravi, da družinski člani niso bili tarča in obtožuje Hezbolah, da jih je uporabil kot živi ščit. Izraelski obrambni minister Izrael Katz opozarja, da bo sledilo še več povračilnih ukrepov in je na omrežju X zapisal, da noben račun na nobeni fronti ne bo ostal neporavnan. Odločno bomo branili svoje vojake in državljane. Do nasilja prihaja v posebej občutljivem trenutku. Izrael in Libanon sta pod okriljem ZDA vodila pogovore, katerih cilj je bil nadgraditi obstoječi okvir, po katerem bi se izraelske sile umaknile iz južnega Libanona v zameno za razorožitev Hezbolaha. Toda teroristična skupina je zavrnila pozive k predaji orožja, zadnji napadi in izraelsko povračilo pa ta proces še dodatno otežujejo. V središču teh pogajanj je takojšnja razpustitev teroristične organizacije Hezbolah. Vidimo, da bodo storili vse, da bi napadli Izrael, da bi poskušali okriviti Izrael in ustaviti ta mirovni sporazum. To poudarja pomen združevanja in tega, da jih odstranimo iz enačbe, da bi država Izrael in država Libanon lahko začrtata novo pot proti miru. Libanonski uradniki so obsodili izraelske napade in opozorili, da bi lahko škodovali pogajanjem. Izrael pa trdi nasprotno, da nenehni napadi Hezbolaha dokazujejo, zakaj mora biti njegovo razoroževanje na prvem mestu. In tako ob novih napadih, o katerih poročajo čez noč, in ob tem, da obe strani zaostrujeta svoja stališča, obstaja nevarnost, da bo nasilje postalo še ena ovira za pogovore, ki naj bi končali konflikt.